Pozdravljeni v današnji oddaji Pogled nazaj. Gostili smo profesorja dr. Egona Pelikana, avtorja monografije o Tonetu Kralju. Z njim smo se pogovarjali o tem izjemnem slikarju in pomenu njegovega dela. Dr. Pelikan, pozdravljam v naši oddaji Pogled nazaj. Danes smo pogovarjali o Tonetu Kralju in njegovem delu. Če lahko začnemo kar s prvim vprašanjem, kdo se nekje bil Tone Kralj? Ja, najprej hvala lepa za vabilo v studio, hvala lepa za to možnost, da o tem govoriva. Kdo je bil Tone Kralj? Lahko bi me presenetilo vprašanje. Tone Kralj je bil slovenski slikar, iz Dolenjske sicer, iz Zagorice, vidim Dobre Polje, ali Zagorice, to je še vedno sporno, kako se naglasi. In rojen leta 1975, pokojni, in v tem svojem življenju naredil en cel kup enih fenomenov. Lahko pa rečemo, da kot ugotavljajo umetnostni zgodovinarji, na primer Igor Krajnc, da lahko merimo domet slovenskega ekspresionizma na delu obeh bratov Toneta in Franceta Kralja. Kar pa je še posebej zanimivo, je to, da je naredil nekaj, kar na svetu v globalnem merilu ni nikjer opaziti bilo. Skratka, narisal je etnično mejo od Svetih Višarij do Trsta, kar nima noben narod na tem svetu, in to v času največje diktature fašizma, potem diktature v času Adriatisches Küstenlanda in potem tudi po drugi svetovni vojni ni nehal s svojimi provokacijami. Skratka, bil je ena zelo zanimiva oseba, zelo zanimiva figura, ki je pustil en tak trajen spomin znotraj cerkvenih poslikav, kot rečeno, v katerih je izrisal to slovensko etnično mejo. Kje se pa najdete njegove poslikave? Je to Dolenjska, je to Primorska, domnevam, da je na to, da je bilo v času fašizma? Seveda, od Višarij do Trsta, pravim, torej ob Soči. Skratka, tam, kjer so krščanski socialci, njegovi kolegi in prijatelji, Engelbert Besednjak, Virgil Šček in še vrsta drugih ljudi, smatrali, da bi ta meja morala potekati. Pa smo spet pri vprašanju priključitve, pridružitve, združitve, vrnitve in tako naprej, ne. Vsekakor je bil problem v tem, da meje tam ni bilo, zato je problem vrnitve, je problem kam, ne, ker seveda priključitve k Jugoslaviji, ti ključno z Tonetom Kraljem, krščanski socialci, kamor ga lahko idejno, ideološko uvrstimo, so bili pravzaprav Jugoslovani po nekaj sili razmer. Vedeli so, da se lahko priključitev Primorske k matici, kot so temu govorili, ne, temu rekli, to pomeni k Dravski banovini, ne, k kraljevini Jugoslaviji, lahko zgodi samo v kontekstu nekih širših, večjih sprememb, za kar so bili Slovenci premajhna etnija, da bi sami to lahko izvedli, izpeljali kakorkoli. In so se zanašali na to, da bo to, pričakovali so to, da bo to doseženo s pomočjo kraljevine Jugoslavije. Kakšni logiki pa je on zarisal to mejo? Na kaj se je skliceval, da je zarisal? Mejo je narisal tam, kjer so predpostavljali ti krščanski socialci, da je to večinski del naseljen z Slovenci, slovensko večinsko prebivalstvo, pri čemer so pri mestih seveda uporabljali koncept zaledja, ne mesta, ne, kajti mestna središča, marsikatera so bila italijanska, seveda, ne, tudi Koper, Izola, Piran, enkrat sem o tem napisal eno knjižico, prav na podlagi teh štetij, ki jih je ta duhovščina združena v tajni organizaciji Zbor svečenikov svetega Pavla in krščansko-socialni organizaciji, izvedla ta štetja, ne, in tam se vidi, ne, recimo, da je Koper in ta mesta so v jedru povsem italijanska, ne. In nenazadnje tudi Trst, ne, je imel 60.000 Slovencev po štetju leta 1910. Vendar je imel tudi 170.000 Italijanov, ne, tako da Trst ni bil nikoli
slovenski. Ne. Plus še bi morali upoštevati enih približno ocena 50,000 Nikolov, to je tistih, ki niso imeli državljanstva in bivališča, ampak so iz Italije prihajali na delo v Trst. Ne. Zaledje pa je bilo povsem slovensko, okoli in okoli. Ne. To je ta sistem teh obkoljenih mest kot Gorica, kot Trst, ne, ki so pač nekje na sredini in prevajajo to slovensko identiteto. Socialni vzpon je pomenil tudi nacionalno spremembo, ne, prilagoditev, zato imamo seveda, kot je rekel pokojni Sala Teodore, profesor na Trstu, ne, je rekel, basta vedere i cimiteri. Poglejte in boste videli, da je vse, kar je v bistvu večinoma slovanskega izvora, ki se pa seveda spreminja. Ne, nacionalni družben vzpon pogojuje tudi nacionalno prilagoditev, se pravi italijanizacijo. In zato tudi taka reakcija potem, ko se začne ta proces ustavljati s slovenskimi društvi, duhovščino, organizacijami nacionalnimi v Trstu in drugod, je začela se pojavljati nevarnost, da bi mogoče to lahko privedlo do ene slovanske, hrvaško-slovenske večine. In to je seveda potem začetek vseh teh nacionalnih spopadov, ki se v Trstu končajo s požigom Narodnega doma oziroma kulminirajo, če tako rečem, ne končajo, pač se ne. Tone Kralj, kaj je njegova drznost pravzaprav, njegove slikarstvo? Fenomen Toneta Kralja je v teh cerkvenih poslikavah je v tem, da je slikal in lokal v času diktature, se pravi v času, ko je tukaj operacion Reinhardt, ne, ko pridejo Globočnik in njegova ekipa, Höfle in drugi, ne, da so ti ljudje pač tukaj seveda te razstrelamente, te hajke, požige, zločine, ne, uganjali, ne. Govorimo o času Adriatiškega Stenlanda leta 43 do 45, jeseni 43, ne. In da Tone Kralj to riše. Tone Kralj riše pogubljene Mussolinija, Hitlerja, skratka kot neke zlobneže, kot neke pošasti, ne. In jih riše v času, ko okoli njega poteka ta vojna, riše tudi vojno, recimo v Lokem na Krasu, ker je požig brkinskih vasi in tako naprej, ne. Skratka, riše nenehno v izpostavljeni drži, tako da jaz tukaj vidim eno posebno skrivnost tega človeka, ne, da je moral nenehno, če tako rečem, nagajati, ne, nekako biti proti. Ker ko je prišlo po koncu druge svetovne vojne do diktature, logično, ne, seveda, kot vemo, je bil to kopija sovjetskega sistema prvih 10 let, si je privoščil risati tudi Jovanko in Tita v cerkvi v Vrtojbi, recimo, ne. Za kar je vedel samo on in lokalni župnik, ne, in potem se je počasi to razvedlo v bistvu šele pozneje in po osamosvojitvi. Že v 80-ih je bil kakšen članek na to temo v Tržaškem pikolu, ne. Ampak v bistvu je pa to počel sistematsko pod fašizmom, pod nacizmom in nazadnje pod diktaturo, ki jo je tudi narisal, ne. Podobo Tita in Jovankov kot dva dve našopirjeni figuri, ne, ki se pojavita na sliki med pogubljenimi seveda, ne, med pogubljenimi, to je treba omeniti. Podobno je z sliko, ki je nosilna slika, ker risal tudi panelne slike, ne. Panelne slike so zdaj na razstavi v muzeju v Kopru. Drugi teden imamo eno predavanje na to temo, ki bi približno podobno pač pojasnilo ta fenomen. Tudi tam si je privoščil naslikati na hrbtni strani, na prednji strani imamo sliko streljanja talcev, na hrbtni strani imamo državljansko vojno. Mislim, on je neke vrste naracije, ne samo biblijskih motivov, tudi naracije sploh, slikal kot sporočilo, včasih celo kot strip, kot vsakemu razumljiv, ne. In recimo na drugi strani streljanja talcev, ne, ki je nastala po motivu streljanja talcev, ki je sledil umoru Bana Natlačena,
v Ljubljani, na drugi strani pa državljanska vojna, kjer nastopajo komunisti, domobranci, liberalci v areni, ki jo opazuje Mussolini, ne, in seveda ima spodaj pripisov kruha in iger, ne vem, če je to naslov, po mojem niti to ni naslov slike. Ampak je to kraljeva še ena, ne, bi rekel, taka subverzivna poteza, neverjetna. Ne. Se pravi, na isti sliki, ki smo imeli v vseh učbenikih za osnovno šolo, je bila ta slika. Jaz se je spomnim živo, še v mojih časih, v 70-ih. In on si privošči tako provokacijo, ne. Seveda je sliko pomazal, zato da ni bilo videti srpa in kladiv, da ni bilo videti oznak, ne, ker bi se seveda logično pojavilo vprašanje, kaj zdaj ta slika pomeni, ne. Pomeni pa pogled iz Primorske, iz krščansko-socialne, bi rekel, strani na centralno Slovenijo, na spopad, na državljansko vojno, ki se dogaja na Kranjskem. Tukaj smo pri tem problemu, da je težko opisovati zgodovino Slovencev zgolj na enem primeru, v tem je tudi ta zgodba zelo zanimiva in povedna, ne, da pač državljanska vojna poteka na Kranjskem. Na Kranjskem je 350 tisoč ljudi, 330 do 350 tisoč ljudi in ne moramo zdaj potem soditi celega ozemlja, ne. Dejstvo je, da je takrat cel kup stvari ni funkcioniralo, od demokracije do tržne ekonomije, do pač vsega tega in potem so ljudje hitro videli eno rešitev v takrat ponujeni idejni koncepciji marksizma, ne, ideološki. Ne. Kako pa to, da je sliko po cerkvah? Je to še ena drznost? Je bilo to dejansko neko zatočišče, kjer je lahko to upravljal? Dejansko oboje drži, ne. Prvič se je zdel primeren za to, je že prej imel kontakte na Primorskem, kjer je urejal, pač ilustriral razna dela, Bevkova dela tudi recimo. Skratka, bil je aktiven pri tem produkciji, ne, literarni produkciji v takrat zamejstvu, ne, se pravi na drugi strani Rapalske meje. In istočasno je bil pa pripravljen sprejeti to tveganje in iti risati v te cerkve, ne. In od tega je nastal ta lok, ne, ki ga vidimo šele, ko stvar postavimo na zemljevid, ne. Tukaj smo spet pri vprašanju tega prostorskega obrata ali tako imenovanega spatial turn, kot mu rečejo danes v anglosaksonskih deželah, pač, ne, v angleščini. Prostorski obrat, kar pomeni, da poskušamo odgovoriti na vprašanje, zakaj se točno en določen del znakov pojavi točno na enem področju. In šele tukaj vidimo, kaj je pravzaprav sistematsko bilo tu narejeno, ne. 46 cerkva ali več, rečem ali več, zato ker ponekod je samo oltarna slika, ne, ponekod je pa cela cerkev, ne, ampak sigurno več kot 40 v celoti poslikanih cerkva z antifašističnimi motivi, z slovenskimi nacionalnimi motivi, barvami in tako naprej. Skratka, in to pred nosom vseh teh diktatur, ki so šle čez ta prostor. Tako da tukaj imamo en fenomen, ko ga postavimo na zemljevid, ki ga ni nikjer na svetu. To lahko trdim, ker smo imeli že tukaj kakšno konferenco v Kopru prav na te teme, od Američanov do tukaj evropskih univerz, nekaterih, ne. In lahko rečem, da seveda, če bi kje obstajalo kaj takega, saj marsikdo je narisal kakšnega Hitlerja pa Mussolinija, se zgodi v zgodovini, ne, se je dogajalo. Ampak da bi nekdo šel sistematsko risati mejo, to pa ni nikjer, ne. Tako da imamo Slovenci tukaj spet en tak fenomen, en unikum svetovni, lahko rečem globalni, evropski in svetovni unikum. Zato tudi te knjige, ne, pač italijanščini, prevod je šel v italijanščini, šel je v nemščini, šel je pri zelo znani evropski založbi Peter Lang v Oxfordu. In lahko bi še, bi rekel, kar naprej objavljal to, ker kamorkoli bi sem prišel za to idejo, sem takoj dobil odprta vrata, ne. Tako da za nemško izdajo, za italijansko izdajo je iniciativa sploh prišla z italijanske strani, iz inštituta. In tako naprej. Tako da sem se sam nekoliko naveličal tega
prezentiranja kralja v različnih jezikih. Bi ga pa seveda lahko kar naprej, ker kdorkoli pade v to zgodbo, praktično je toliko neverjetna, da takoj pritegne in seveda jo je možno potem plasirati. Ja. Kako to, da je v čas fašizma, preganjanja Slovencev, Tone Klariso po cerkvah in ostal živ, nedotaknjen? Kaj je bila taka tiha zarota krščanskih socialistov, da so ostali tiho, čeprav so vedeli, da so te slike gor? Očitno ga nikoli nihče ni neposredno izdal. Enkrat je v Lokvi prišla ena karabinjerska patrulja in so vprašali, kaj se zdaj tukaj te barve dogaja, da so to slovanske barve in tako naprej. Virgil Šček, ki je bil takrat zraven, in Anton Požar, ne vem kdo je, eden je rekel, il pittore è un po' matto. Pač slikar je pač norček in Tone Kralj se je režal z odra, ker vedno se je režal, ko je bil v zadregi, in režal se je res, kot da bi bil malo premaknen. In potem so šli, so stvar pustili tako. Drugač pa je dejansko eno vprašanje, na katero nimam odgovora. Na to temo smo naredili tudi film z Markom Radmilovičem, ki traja več kot 1 uro, in tudi angleško verzijo. Predstavili smo jo tudi v Frankfurtu na knjižnem sejmu, tako na knjižnem sejmu kot posebej v Frankfurtskem muzeju, kjer smo vrteli film in imeli potem pogovor. In potem o tem fenomenu je poročalo tudi nemško časopise, Frankfurter Allgemeine Zeitung, pa Neue Zürcher Zeitung, pa radijske postaje, tako da je tega cel kup tega odmeva bilo na ta fenomen. Vsekakor, na eni strani je aktualno to, da danes govorimo o več antifašizmih. Ni monopol antifašizma samo monopol levih strank ali pa če hočete komunistične partije. Ne. Vse bolj se Neville Copsi, cela vrsta drugih zgodovinarjev angleških se ukvarja s tem, da se tudi desni antifašizem pač tukaj kaže. Gotovo, da je, če uporabljam to oznako levo-desno, kolikor je sploh aktualna, ampak dobro, tukaj je antifašizem duhovščine, ki je seveda spojen z iredentizmom, s slovenskim iredentizmom. To je čas nacionalizacije vsega in vseh, to je zelo nacionalno zelo čas, ki je zelo definiran z nacionalnostjo. Ta duhovščina nekako se prepoznava v tej nacionalni ideji. In potem seveda ni slučajno, da je vodstvo te tajne krščansko-socialne organizacije in zbora svečenikov svetega Pavla vabilo Toneta Kralja, točno ti ljudje, isti ljudje so to, ki ga vabijo slikati v te primorske cerkve. En dejstvo je tudi to, da je takrat bilo veliko cerkva tudi porušenih ob Soški fronti, in tam je prišlo do obnove in potem do prostora, ampak ni pa zgolj to. Teh je morda 7-8, vse ostalo je pa slikano iz čiste te iniciative, ideološke markacije prostora, označiti prostor z antifašizmom in slovenskim iredentizmom, ker mu lahko tako rečemo, ker je šlo za priključitev, ponovno, za iredentizem. Potem je nastal ta fenomen iz leta v leto več teh cerkva, in potem še naprej po drugi vojni, ko je obnavljal, pač to so zelo občutljive poslikave, ker je to olje na zid, to ni afresko, to ni freska, in je treba to stalno znova obnavljati. Jaz upam, da bomo toliko energije našli, da bomo to poskrbeli, da te stvari ne propadejo. Se zdaj je že kar precej urejeno, je pa še vedno na 2-3 mestih kritično, kar se poslikav tiče kraljevih v cerkvah, in bi bilo treba to restaurirati. Zdaj verjamem, da je težko, ampak katere poslikavi pa bi izpostavil? Kot tiste res... Ja, zelo težko, bi rekel zdaj, da bi se odločil. Seveda, najbolj izrazito, najbolj tudi, kadar me prosijo za kakšno vodstvo po cerkvah, se odločim za Slivje, Lokev in Hrenovice. To so poslikave, kjer je največ ideologije, če tako rečem. Zdaj ponavadi so rekli, da več ideologije, manj umetnosti. Ampak dobro,
To so neverjetne poslikave. Zdaj sem imel društvo novinarjev nemških, 14, in niso mogli verjeti, ker so pričakovali, ko so tudi v knjigi gledali to, da bodo to neke sličice, ne, da bo to neka reč tam na zidu skrita. Ne. In potem so zagledali te kvadrature, ne, te 3x5 metrov po slikavah, Renovice, ne, Mussolini, z jasno prepoznavni drži, z obraznimi potezami, grimaso in tako naprej. Ne. In tako je nekako uspel prav zaradi te popolne predrznosti očitno, da se nihče ni zavedal, da se tukaj nekaj dogaja, da se dogaja ena zgodba, da je sistematična, da je načrtna. No in zato je ta zapuščina, bi rekel, takole zanimiva in vredna za ta slovenski prostor. Kaj pa tudi v času komunizma, ko je risal pač diktaturo pa državljansko vojno, to je bilo tudi vse tako tajno, mislim, ni prišlo ven? Absolutno. Če bi to se razvedlo, če bi nekdo povedal, da sta tam Tito in Jovanka in da se da to dokazati, kot je Jože Pirjevec takoj prepoznal prstan na Titovi roki, zanimivo, ne? Diamanten, ki je bil darilo Stalina Titu in se je Tito s tem rad postavljal. Seveda, če bi ga takrat dobili, bi zagotovo imel težke posledice, ne? Najmanj kar je, bi tako kot njegov brat v kakšni odročni vasici učil likovni pouk, če bi mu dovolili, ampak ne verjamem, da bi mu dovolili tako eksistenco, če bi se norčeval iz figure, kot sta bila takrat Tito in Jovanka. In preseneča me kako to, da ni prišlo ven dejansko, da so uspeli ohraniti to tajnost toliko časa. Mislim, to je precej. Ker če pogledamo Bazoviške junake, nekdo je izdal verjetno. Ja, zdaj zakaj? To je ključno vprašanje, ki ga vedno znova dobivam, tako da ste čisto v trendu. Ker vsak to vpraša, ker je logično, kako je mogoče, ne? Sej bi nekdo ali v pijanosti izblebetal, nikoli niso vedeli, kdo je zdaj ovaduh v neki vaški skupnosti ali kjerkoli, ne. In tako da ne moramo tukaj zdaj najti, jaz odgovora tukaj ne najdem, ne. Saj vam pravim, da je slika visela tudi v Muzeju novejše zgodovine, ne. Je bila tam, je bilo treba samo obrniti, ne, to so s fotografom obrnila. Poklical sem direktorico, sem rekel, glej, tukaj je državljansko vojno. Pravi, ja, saj sem vedela, da je nekaj zadaj, ne, ampak niso pa vedeli, kaj je zadaj. Zdaj trdijo, da so vedeli, kaj je zadaj. Ampak to bi pomenilo, da so 80 let imeli sliko na zidu brez jo tematizirati, ali pa vsaj 30 let po osamosvojitvi, bi bil skrajen čas, da bi jo tematizirali. No, nazadnje, zdaj so jo očistili, ker jo je kralj očitno sam pomazal, tako da je prikril, kar je bilo za prikriti. In zdaj je nosilna slika te razstave Kruha in iger, ne, kot je naslov. In vsekakor zelo zanimiva epizoda tudi tukaj, ne. Se pravi, on je za nos vodil to OVRO, italijansko tajno policijo, Adriatiško skristenland v času nacistične okupacije, isto, in potem še kar naprej. Tako da... Ampak ni pa sodeloval v bojih konkretno, nikoli? Ne, problem, torej seveda, on je bil pacifist, slovenski nacionalist, ampak predvsem pacifist. Imel je izkušnjo iz Prve svetovne vojne že, kjer so ga vpoklicali 17-letnega v izvidniško opazovalno enoto na Kras. Tam je videl, kaj je zdaj to, ne, vojna. Na sliki Bratje, ki je zelo podobna in je motivno zelo blizu tudi motivu v državljanski vojni, tele Kruha, poimenovani zdaj Kruha in iger, ne vem, koliko je to ustrezno, ampak tam so se spopadali Čehi, ne, na avstrijski strani, na strani Avstro-Ogrske in na strani pač prostovoljci na strani Italije. Tako da tam, zato ima ta slika naslov Bratje, ki je to sem tudi reprodukcijo v knjigo pač dal. Tako da je bil po svojem prepričanju pacifist, bil je, kot rečeno, krščanski socialec, ne, krščanski socialec za razliko od krščanskih socialistov. Na Primorskem se idejna vprašanja niso razvijala, ne, niso vedeli, da je papež Pij XI sploh prepovedal rabo krščanski socialisti, ker socializem ne gre skupaj s krščanskom, ne.
tako njegova dikcija v okrožnici Quadragesimo anno leta 1931, v 92, 94 in 96. členu, če smo zelo natančni. In tam je videti, da je spol je pa prevod še zaostril Alešu Šeničnik. Ampak dobro, gre za to, da krščanski socialci so pač obsojali državljansko vojno, niso pa bili v situaciji, da bi bili deležni. Mi lahko govorimo na Primorskem o elementih državljanske vojne, gotovo, o prevzemu oblasti, gotovo. Ne moramo pa govoriti o tem, kar državljanski vojni, kar se je dogajalo na Kranjskem. Ja, imeli so izkušnjo z Italijo, pač konec koncev, s tako diktaturo, da so bili verjetno precej bolj enotni kot. Ja, gotovo. Pa seveda, zdaj, če to se ne bi rad spustil za interpretacije državljanske vojne, gotovo pa je, da je antifašizem terjal vso energijo, ne? Medtem ko je na Kranjskem šlo za spremembe statusa družbenih razmerij, da bi šlo za spremembo politični katolicizem in potem nekdo drug. Ne? Medtem ko na Primorskem je tisti sloj bil že od fašizma odstranjen, ne? In je ostalo ta nacionalna ideja kot ključen ideološki motiv, ne? To, kar je Besednjak rekel, ne? Naši kolegi na Kranjskem so vsi politični mrtveci, ko je prišlo do kolaboracije, kakorkoli že, vsiljene, neusiljene, izzvane, da ne bomo tukaj prišli v to diskusijo niti. Okay, poleg Muzeja novejše zgodovine, a je kje kakšna stalna zbirka Toneta Kralja? Ja, seveda, v Kostanjevici na Krki je ogleda vredna zbirka, res čudovito, fantastično. In drugače, zdaj imamo to razstavo, ne? Seveda, Kostanjevica na Krki pa ostaja nekako zatočišče kraljevih del. Sprva je mislil to narediti tukaj na obali, se mu ni šlo, kar bi bolj sodilo v ta prostor. Zakaj pa se mu ni šlo, kaj pa je bil problem? Jaz tukaj zadnje nisem našel, vedno znova so mu nagajali, vedno znova so mu atelje poškodovali, skratka fizično zdaj očitno, našel je potem to mesto za razstavljanje vseh svojih del v Kostanjevici na Krki. Kakšno je bilo mogoče proti zaključku, kakšno je bilo njegovo življenje po drugi svetovni vojni? Je on slikal naprej? On je slikal naprej, očitno je delal to tudi z vednostjo oblasti, ker da bi nekoga pustili kar tako slikati čez mejo, ker je slikal tudi na italijanski strani, ne? Slikal na slovenski strani, popravljal stare poslikave, risal nove. In tako da ni doživel, kot rečeno, nikoli ni bil te njegove sporočila v steklenici, kot je slika Kruha in Iger, niso bili nikoli razkrita, ne? Tako da ni doživel neke, rekel, ni spadal med tiste umetnike, ne? Obstaja pravi seznam, ne, umetnikov, ki so se kompromitirali, kot se je takrat reklo, ali pa se niso, ne? In on je bil na tistem seznamu nekompromitiranih slikarjev, ne? Tako da je dobil tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo v 70-ih letih. In se pravi, je nekako ostal skrit ves čas, ne, nekako bi rekli, do danes, ko smo ga nekako, mislim, da je bil skrajni čas, čeprav je že prej nastalo nekaj del, ne, tudi kakšna zelo dobra diplomska naloga o Tonetu Kralju, tudi kakšne objave posameznih cerkva, komentarji poslikav posameznih cerkva, tako je Tino Mamić nekaj tudi tukaj delal, objavil, ne. Tako da je več teh, ni pa tega prezentnega v taki obliki bilo, kot je zdaj, kot pravim, ne, ta spatial turn, ta prostorski obrat, ta zemljevid, ki nam pokaže, kakšna pravzaprav originalnost, pronicljivost, kakorkoli, če hočete, je bila tukaj na delu, ne. Te tajne krščansko-socialne organizacije in teh 300 duhovnikov, 276 jih je leta 1936, po poročilu konzulata, ki so združeni tukaj noter, eni bolj izpostavljeni, eni manj, vendar skrbijo za to zgodbo. To bo vse z moje strani. Hvala lepa za ta zanimiv pogovor. Hvala za dobro vprašanje. Hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden.